Slovenija že leta beleži nizko rodnost, bistveno pod stopnjo, ki bi omogočala dolgoročno naravno obnavljanje prebivalstva. Vse od leta 2017 v državi umre več ljudi, kot se jih rodi. Število rojenih otrok pada že vse od 80-ih let. Število starejših po drugi strani nezadržno raste. Kaj to pomeni za trg dela, vzdržnost pokojninske blagajne, zdravstveni sistem? Konkretne številke v rubriki 24 ur dejstva analizira Miha Drozg. Rodnost v Sloveniji pada. Lani se je rodilo najmanj otrok v zadnjem stoletju. Celotna stopnja rodnosti je že vse od 80-ih let bistveno pod stopnjo 2,1, ob kateri bi se prebivalstvo naravno obnavljalo. Naravni prirast je negativen vse od leta 2017. Mladi pa se medtem za otroke odločajo vse kasneje ali pa sploh ne. Za življenje brez otrok sta se odločila tudi zakonca in podjetnika 35-letna Mojca in leto starejši Jure Žove. Odločitev ni bila nenadna, veliko in dolgo sva razmišljala, ali si res želiva otroka, pripovedujeta Mojca in Jure Žove. Na začetku, ko sem bila še rečemo okrog 20 let stara, sem mogoče bila bolj naklonjena tej ideji, ampak zdaj, ko gledam za nazaj, mogoče sem bila bolj naklonjena tej ideji zaradi tega, ker je družba nekako narekovala, da je to, rečemo, neka naravna pot ženske. Potem, čez nekaj let, pa sem dejansko začela malo bolj kritično pristopiti k razmišljanju in sem ugotovila, da meni to ne ustreza oziroma niti ne čutim tega materinskega nagona, kot ga ostale ženske mogoče čutijo, tako da sem se potem najprej pri sebi odločila, da jaz ne želim imeti, pol pa mislim, da sva se kar nekako dopolnila tukaj. Tako je. In pre meni je bilo enako s tem, da jaz na začetku niti nisem čutil te potrebe, da bi imel otroke. Ampak ni bilo to recimo, ni bila odločitev iz danes na jutri, ampak je bila odločitev, ki je trajala res mesece, če ne celo leta. Med njunimi prijatelji takšnih, ki bi se odločili za življenje brez otrok, ni prav veliko. Večina prijateljev oziroma vrstnikov imajo otroke in so redki tisti, ki se odločajo za to pot. Mislim, da na prste ene roke lahko mogoče preštejeva tiste, ki so se odločili za podobno pot. In če bi si kdaj vendarle premislila? Tudi to debato sva že imela in ko sva se o tem pogovarjala, sva rekla, da če slučajno, rečemo, v zelo zrelih letih pridemo do ugotovitve, da pa sva le naredila, pa niti ne napako, ampak da mogoče zdaj pa bi imela otroka, sva rekla, da bi verjetno šla v posvojitev. In kje so razlogi, da rodnost pada? Prvi je ta, da ženske rojevajo vse kasneje in imajo zato manj otrok. Lani je bila povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka 29,6 let, kar je skoraj 7 let več kot pred 40 leti. In drugi razlog, ker je rojstev vse manj, je manj tudi žensk v rodni dobi. Leta 2023 jih je bilo 92 000 manj kot leta 1996, ko je začelo upadati. Najbolj intenzivno, v povprečju več kot odstotek na leto, je upadlo med letoma 2011 in 2018. Kot opozarja strokovnjak za demografijo dr. Janez Malačič, se bo tak trend v prihodnjih letih še stopnjeval. Mi smo sedaj na poti v to fazo, ko bo to žensko prebivalstvo, ki je v rodni dobi, če po generacijah gledamo, vse manjše. Ne bo več 10 in več tisoč žensk na leto prišlo na novo v rodno starost, ampak recimo čez 10-20 let morda samo 7 ali pa 8 tisoč. Da je rojstev vse manj in so generacije vse manjše, se zadnja leta kaže tudi v vrtcih. Septembra letos je bilo vanje vključenih dobrih 77 000 otrok, kar je skoraj 6 000 manj kot pred letom dni. Število oddelkov se je zmanjšalo za skoraj 200. In v prihodnje projekcije kažejo, da bo leta 2030 v vrtcih skoraj 15 000 prostih mest in več kot 600 praznih igralnic. Kako je torej zdaj? Obiskali smo vrtec Mavrica v Brežicah. Pred desetletjem zgrajen sodoben vrtec. Prostora imajo za 420 otrok, trenutno jih je v vrtcu 330, pojasnjuje ravnateljica, sicer tudi predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Silvija Komočar. Ja, pri nas se pozna ta upad že zadnji 2 leti. Letos smo začeli z 2 oddelki manj, torej 2 igralnici sta trenutno prazni. Tako je, dodaja, tudi v nekaterih drugih vrtcih.
Iz nekaterih okolij mi kolegi sporočajo, da zapirajo kakšne dislocirane enote, ker enostavno več ni racionalno na ta način organizirati delo v vrtcu. Zaradi upada otrok v njihovem vrtcu vsaj za zdaj niso odpuščali. Je pa res, da so pogodbe, ki so ugasnile, tiste pogodbe za določen čas, jih pač nismo mogli podaljšati, obnoviti ali pa kakorkoli drugače urediti, da bi ti ljudje ostali. Je pa dobro, še pojasnjuje, da se leta 2030 ukinja tako imenovani fleksibilni normativ, po katerem so lahko občine število otrok v oddelku povečale za 2. Nizka rodnost povzroča hitro staranje prebivalstva. Če je danes starejši od 65 let vsak 5. prebivalec Slovenije, bo leta 2060 že vsak 3. Število starejših od 80 let se bo podvojilo. To seveda pomeni vse višje izdatke za zdravstvo, nego, dolgotrajno oskrbo in še zlasti pokojnine. Po drugi strani se upadanje rojstev kaže v pomanjkanju delovne sile. Slovenija je zato vse bolj odvisna od tujih delavcev. Avgusta letos je bilo med več kot 900 tisoč delovno aktivnimi skoraj 150 tisoč tujcev. Kaj to pomeni za gospodarsko rast, pojasnjuje Barbara Bratuš-Ferk iz Urada za makroekonomske analize in razvoj. Tujci, ki pridejo k nam, so relativno manj izobraženi kot domači in seveda opravljajo bolj preprostejša dela. Zdaj analize kažejo, da če bi podjetja dobila visoko usposobljeno delovno silo, bi seveda to vplivalo na višjo gospodarsko rast. Tu pa lahko tudi veliko naredimo z dobro politiko migracije, integracije, s tem, da tudi poskušamo mlade, visoko izobražene obdržati pri nas in pa v bistvu tudi pritegniti tiste, ki so že šli ven. Največja ovira pri odločitvi za starševstvo so, kažejo raziskave, predvsem stanovanja, ki so mladim nedostopna. To je znano že leta. Tega se zaveda tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Mladi, če nimajo rešenega stanovanjskega problema, se bodo težko odločali za družino. In pa drugo, treba je razmišljati, kako mladim omogočati, da se hitro, tam nekje sred 20-ih, tudi pač materialno in karierno postavijo na noge. Ker če teh vprašanj nimajo rešenih, potem jim bo fokus nekje drugje. Pač fokus bo reševanje stanovanjskega problema, fokus bo karierna pot. Pol, ko smo stari enkrat 35-40, je pa za otroke malo pozno. Obširno in za prihodnost družbe pomembno temo nadaljujemo tudi v rubriki 24 ur inšpektor v soboto, kjer boste spoznali 9-člansko družino Jakše. Vedno sva začutila, da nismo še vsi. Ja, z vsakim naslednjim otrokom se je pač porodila želja po še. Več o tem, kakšne ukrepe zlasti na področju priseljevanja načrtuje ministrstvo, pa na 24ur.com.